Živijo, to je prvi podcast v sklopu prvega festivala Najst, ki poteka na Pilovi spletni strani www.pil.si Poševnica festival. O moj bog, to je pa težko. A probava ponoviti. Dejta. www je to zadnje, kar sem ujel. Pil.si. Pil.si. Pol je kjer znak? Poševnica. Festival. Tako, To. evo. In kaj je treba delati na tem festivalu? To tudi mogoče, veste kaj? To pa ne. To pa ne. Okay. No, vse piše na spletni strani, ampak lahko pišete strip, lahko pišete zgodbo, lahko napišete pesem ali pošljete fotografijo. Lahko tudi vse skupaj, lahko skratka. Nekaj od tega. Teme so predpisane, vse skupaj pa poteka pod, kako se temu reče? Marelo, ja. Vse to nam omogoča Javna agencija za knjigo. Tako. Zdaj pa, jaz sem Urška in z mano sta danes Matej in Boštjan Gorenc Pižama. Zdaj Boštjan zate piše na Wikipediji, da si slovenski podcaster, pisatelj, komik, igralec, reper in prevajalec. Matej, ti Wikipedije nimaš? Tudi primka ne? Rečeko, oprosti. Ne vem, sam se ne bom spravil, drug pa tudi se noben ne spravil. No, ampak skratka, jaz sem skopiral opis z spletne strani pred, 10 leti, ali koliko pa je še zmer isto. Nisi sam naredil? Ne, nisem. Ampak vsakem se te pa najde, tudi tebe na Googlu, in piše, da si stripar, ilustrator, prevajalec in urednik. Ampak tukaj pač smo vaju povabili z enim posebnim razlogom, zato ker mislim, da vaju mladi poznajo predvsem po stripu Šnofijeva druščina, ki izhaja najprej v Pilu, potem pa pride tudi v knjižno obliko. Zdaj jih je šlo že 5, a ne? V knjigi, tako da glede na to, da je pač ena od nalog na tem festivalu tudi risanje in pisanje, a se temu reče risanje ali pisanje stripa? Je odvisno, kaj delaš. Ne? Lahko imaš tako kot midva sva tandem, kjer jaz pišem, Matej riše, seveda sva oba skupaj pri tem, ko se ustvarja scenarij, tudi Matej ima ideje, me tudi zna kdaj tako zelo lepo spod bos pod reba reče, veš kaj, tlede pa mogoče tele stvari malo manjkajo, kaj če bi še kaj tega vključil, ali pa a veš, vse ti smo pa že imeli, tako pač je zelo fino. Jaz pa tudi kdaj dam kakšno idejo, kako bi kakšen kader postavil. Se pravi, če je ločeno se reče, da rišeš pa pišeš, sicer pa ustvarjaš. Ustvarjaš, delaš strip, ok. Dajmo tukaj ostati. Cool. Skratka, ena od nalog na festivalu je ustvarjanje stripa in sicer je predpisana tema stiska. Zdaj, a so vajni junaki so tudi vsake toliko v stiski? Ne? Ja, a sta tudi seveda. kdaj v stiski, ko rišete ta strip, pišete? V stiski sva, ko gledava koledar, ker rečeva, bova naredila nov del, in potem kar naenkrat tako več midva živiva življenje in potem koledar se pa odloči, da bo malo prešprintal, in kar naenkrat pride dan, ki je rok za oddajo in takrat je stiska velika. Ja, tako da lahko bi bil strip čisto sam na to temo. Aha. Kako bi se ga pa lotila, recimo? Tazga sva naredila. A se spomniš, kako nastaja? Točno, ja. Pred leti je bilo tako, da sva pač, ko sva ugotovila, da je bil strip, da sva zamudila rok za oddajo in potem sva šla v časovni stroj in se vrnila v preteklost zato, da sva pač pravočasno ga prenesla, ampak sva spotoma po nesreči še dinozaure pripeljala v Ljubljano. Ja. Aha, in? Kaj so potem delali tukaj? Ne vem, dinozaure smo pstili, važno je bilo, da je strip prišel ta pravi cajt in to je bilo pol. No, evo, vidiš, lahko potem zdaj vprašam, kaj pa je sploh pomembno za strip? Kaj moraš imeti? Kako se ga lotaš? Kaj naredi dober strip? Jaz bi najprej izpostavil, da mora biti ena zanimiva zgodba, se pravi, mora biti nek zanimiv zaplet. Tukaj tudi stiska pride v poštev, ki je pač situacija, v kateri se znajdejo junaki, enega junaka moraš imeti. In potem, kako se to stisko oziroma zagato rešuje. In šele potem pride vse ostalo, se mi zdi, od risbe do raznih efektov, pa kadriranja in tako naprej. Tako da najprej zgodba. Ja, ker mislim, itak je pač stiska, se dejansko je pač zvedno tisto, kar požene zgodbo, tisto, čemu rečemo konflikt.
nek konflikt se vzpostavi. Ne? In ponavadi se glavni junak znajde v neki stiski, ki jo mora potem rešiti. Ne? Se vse zgodbe, če tako gledaš. Gospodar prstanov je kaj? Un hoče, stiska, ta prstan moramo vršiti v lavo, in gre. Kako bo to naredil? Kako bo to naredil? A veš, kaj imamo še kakšne take znane zgodbe? A veš, rdeča kapica, volk je lačen, v stiski je. Kaj bo naredil? Kje bo dobil kosilo, kaj ne dela, pa ker so štacune zaprte? Ja, bogi volk. Ja. Ampak dajmo mogoče mečkam bolj kot kuharski recept. Kaj rabiš za strip, kako greš kako to gre? Rabiš kaj? Junake najbrž? Ja, midva izhajava iz junakov, ker pač veva, da je to pač Šnofjeva druščina, ki jo zdaj delava že toliko in toliko let. 17. In božo, ko slovivate. Sam še enkrat tok. In pač veva, kaj bo z njimi in si potem nekako izbereva. Zdaj, ideje so tako, začela sva čista prvega, sva rekla, nekaj bova, oba sva bila še čist sveža, nisva nikoli toliko dolga stripa še naredila. In kaj bi delala, te gospodar prstanov, pa vse to je ful popularno, da je narediti neko svojo zafrkantsko fantazijsko deželo, pa ne vem. Imeli smo strip, enkrat moj sin me vprašal, zakaj narediš Šnofija, ki bi bil v Minecraftu. Nimamo pravic za Minecraft, ampak lahko ga naredimo v računalniški igri in so se znašli v kocko svetu. Pa je bil, mislim, da tudi en tak, kjer je pravzaprav ena največjih stisk, če smo, je tudi zdaj v Šnofjevi druščini 5, je ta zgodba s temi 3 faloti, ki se vrnejo iz preteklosti. Je bilo tako, da je meni moj sin rekel, oče, zakaj ti ne narediš stripa? Kako sta se Šnof in Pilko spoznala. In zdaj tako, pač, če narediš ti zgodbico, ona dva sta se spoznala, pač Pilko je hodil mimo zavetišča, videl Šnofja, super, pač, ni napetosti, se je luštna zgodbica, ampak ni neke napetosti noter. In tukaj so pa tako naredili, kaj če so 3 zlikovci, ki jih je Šnofjeva druščina v preteklosti že premagala, naredijo časovni stroj, ta tematika časovnega stroja se kar ponavlja. Miki Muster je kriv za to. In grejo nazaj in preprečijo, da bi se Šnofi in Pilko spoznala. In je totalno, tle smo imeli par stisk, oziroma da so, tle bi še celo tako, ker bralci so brali prejšnje dele in so vedeli, v kakšni stiski je, oni se pa sami niti niso zavedali, kaj vse bi lahko bilo. Ali pa ne vem, predlanska zgodba je bila ta, ki ima tudi 2 leti navijal, preden je prišel na vrsto, ker sem jaz tak zlobni scenarist, ki najprej svoje ideje ponucam, da bi imeli eno ukleto hišo. Ukleto hišo in bilo spet. Lahko bi bila taka klasična zgodba, oni pridejo in jih nekdo prestraši, ampak kaj če tam najdejo enega duha, ki je v stiski, on, in mu potem pomagajo. Tle je pač, da mora on ni poslušal v šoli in zdaj v tej hiši strahov ujeti svojo učiteljico, ki mu vsak dan daje goro nalog, ampak jih ne zna in jih mora ponavljati v neskončnost. To se mi zdi, da te domače naloge so kar stiska. Je pa res, da stiske so tudi lahko dosti bolj resne, da te so so dosti bolj zafrkantske, ampak da se da v stripu tudi čist neke te življenjske stiske, ki jih mi oziroma naši mladi bralci, pilovci, pilovke, ki bojo sodelovali na tem natečaju, doživljajo in tudi zato je pravzaprav strip zelo fin medij, kako dati ven tisto, kar te, bi rekel, nekako bode znotraj. Zdaj, ne vem, če sem na začetku povedala, kot sem pozabila povedati, da si ti Matej Dečeko, torej Matej Dečeko. Ti pišeš strip, ti rišeš. Zdaj, velikrat je to ena in ista oseba, da pač en človek in napiše in nariše, ampak glede na to, da je pri stripu slika enako pomembna kot tekst, se meni zdi, ne vem, bosta vidva povedala, če je res, kako vidva sodelujeta, a se slišta, ne vem, a ti, ko pišeš tekst, že vidiš, kako bi to lahko Matej narisal, ti, ko prebereš, rečeš, to si je pa on čist drugače predstavljal, kot bi si jaz zamislil, kako gre ta vajina dinamika? Ja, meni se zdi, da tako, kot si že omenil, prej, se mi zdi, da so tako 2 koščka Tetrisa, ki se nekako kar lepo dopolnjujejo. Bolj izginava. Jaz se mi zdi, da včasih
razmišljam o tem, kaj bi rad risal in potem malo napeljujem Boštjana, a ne. In poskušam, ampak še zmeraj prepuščam zadnjo besedo, a ne. Ampak si na tihem želim, da bi mogoče vzel tisto in potem, če se zgodi, sem res vesel. Istočasno pa tudi Boštjan meni namigne, kako nekaj kdaj skadriran in mi ful pomaga, no, pri tem. Ali pa recimo mi mogoče še kakšno napelje na dodatno idejo ali še kakšna izboljšava mogoče tistega predloga ali pa tako. V glavnem se mi zdi, da se tako kar dopolnjujeva, pa hkrati tudi pustiva drugemu proste roke, pritisnemo vsakemu svojemu delu, ne. Ampak ti najprej napišeš, ti pa potem narišeš. Zdaj, letos sva šla spet na star sistem, predkoronski sistem, ki se dobivava. Se pravi, mi da se dobiva, jaz prinesem približno idejo, kaj se bo dogajalo in potem sediva za mizo, Matej riše, jaz pišem in nekako nastaja. Recimo takrat nekaj se zaradi korone nismo mogli dobivati, je bilo pa lahko, da bom jaz naredil scenarij, pa ti ga pošljem. Pa smo pa to kar še malo podaljšali, ker je bilo tako meni, moji lenobi, bilo to tako fino, ker mi ni bilo treba se do Ljubljane pelati. Ampak je res, ko sva skupaj, ne, je čisto drugače, ker imaš takoj ping-pong idej, ker si lahko drugega nadgrajujeva. Drugače, da mes ideje in jih pol Matej nadgradi, ne morava pa še dodatno nalagati gor. Se mi zdi, da je in hitreje in bolj zabavno. Je bilo pa zmeri tako, ne, pač jaz imam nekaj v glavi, kako bi bilo, ne, skadriram, a ne, se pravi, to pomeni, da razdelim po slikah, kako se dogaja, ampak vedno pa rečem, Matej, ti imaš boljši pregled, če najdeš boljšo rešitev, prosim, uporabijo, ne, pač kaj jaz sem tle likovni šarlatan, ki zna z besedami, za slike pa nisem to. No, vidiš, to je super iztočnica. Kakšna pa je stripovska risba, recimo za razliko od, ne vem, klasične ilustracije ali pa česarkoli drugega? Kaj je pomembno za njo? V bistvu, kjerkoli stil, iz katerega koli stila se da narediti strip, to se mi zdi, da je zelo omejujoče. Je pa tudi veliko odvisno od ciljne publike, od nekako tematike, kakšna je bolj lahkotna ali bolj resna. Tako da s temi zadevami lahko, ne vem, lahko vzameš bolj šaljiv stil risanja za resno tematiko, pa vidiš, kaj se tam zgodi, recimo mogoče rata kaj zelo zabavnega, ali pa obratno, za kakšno žalostno temo, ali sem rekel prej, ja, v glavnem, pač lahko se tako igraš, lahko vzameš žalosten stil za žalostno temo in tako naprej. Pač to so stvari, ki so zelo zabavne za delati in za eksperimentirati in najboljše, da vsak, ki se s tem želi ukvarjati, čim več stvari sproba, oziroma preizkusiti različne stile, ali pa enostavno pač en stil in pač se ga drži do konca, če želi. Ne, pač. Jaz bi mogoče tle podal, ker Matej mojster tudi tega pol, kako obarva vse. Ne, se pravi, da lahko včasih pač imaš isti slog, ne, znotraj stripa ali znotraj stripov, ampak pa potem, glede na to, kakšne barvne tone uporabljaš, s tem lahko ful enega občutka narediš. Ne? Se pravi, če je neka stiska, verjetno ne bojo žive barve, ampak bojo bolj zademfane. Ja, bolj umirjene ali pa bolj žalostne, hladne pa tako. Ja, ne, se pravi, že s tem. Ne? Je pa seveda tudi res, pa če jaz recimo prevajam ta serijo Deva Pilkija, Stripovski klub Mačjega mulca, ki je super, ki kaže ideje, pač kako lahko pravzaprav vse strip narediš. Da tudi pač, če ne znaš risati, ni panike, a ne, včasih lahko že s kakšnimi čist preprostimi, s temi strički z črt, lahko kaj narediš, oziroma lahko si pomagaš tako, da vzameš stvari, pa jih fotografiraš. Stripi so lahko tudi, pač, ni nujno, da so vsi stripi taki, kaj Šnofjeva druščina, se pravi, mi se pa zdaj hecamo, pa imamo avanture. Stripi so lahko tudi poetični, lahko je, pravzaprav, dejansko je strip pač je en medij, tako kot je, ne vem, knjiga, literatura en medij, je pač strip tudi medij, ki pač združuje risbo in besedo in pravzaprav lahko karkoli delaš z njima. Lahko, ne vem, vzameš par zrnc peska ali pa par kamenčkov različnih, pa jih v različnih formacijah fotografiraš in jim dodaš tekst in bo funkcioniral, če si izmislil neko zgodbo, ki jo lahko podložiš pod to. Ja, če se navežem na to, kar si prej rekla, da se ti zdi risba prav tako pomembna, kot zgodba, se mi zdi, da je res, ampak na drugačen način pomembna. Se mi zdi, da je vse glih zgodba
mečken bolj ali pa drugač. Stil oziroma pač risba se mi zdi bolj češnja na torti, ki je pomembna, naredi strip, ampak če ni pač torte, oziroma če ni vsebine zanimive, potem jo nobena risba ne reši. Ja. Ta risba je super, mogoče, če še nagradim to, kar si rekel. Evo, to je zdaj tisto rekel, kako se je tudi pravzaprav, da v slikanicah je še vsem dostikrat tako pravzaprav, da je risba tista, ki ali nariše tisto, kar je v besedilu, oziroma ga s kakšnimi dodatki nadgradi. V stripu je pa tako, da je slika lahko na mestu tudi besedila. Ti imaš lahko pravzaprav stran dve samo akcije in niti ne rabiš besed. Se pravi, tisto, kar bi moral v navadni literaturi, v zgodbi opisovati, tukaj preprosto pokaže sliko. In to je ena stvar mogoče, ki je za razmisliti, je to, da pač ni tudi to, da ko ustvarjajo strip, ko ustvarjate strip pilovke in pilovci, da ni treba, da v oblačkih, ko govorijo, opisujejo, kaj počnejo. To ni nujno, ker pač to informacijo že dobimo z risbo. Ja, vizualnim, se pravi, ni treba vsake stvari opisovati z besedami. Ja. Vse to sem te hotela vprašati, v bistvu, kako se tudi to pisanje zgodbe razlikuje od pisanja česa drugega, recimo, ne vem, romana, neke vezane, ker tudi tukaj imaš verjetno, ti dialogi so pomembni, pa kakšne te ne? Ja, pisanje stripa je veliko bolj podobno pisanju scenarija. Ali je zdaj to za gledališče, ali za film, ker pač ti so večinoma je to, kar ti imaš, so dialogi. Ja, seveda, strip ti omogoča tudi obstranske tekste. Zdaj, najni so običajno taki, da so sam, čez 16 dni, ali pa med tem na drugem koncu mesta, nimava nekih daljših pasosov. Seveda, so pa lahko tudi pravzaprav si vzamete čas, pa imate poleg risbe, 3, 4, 5 stavkov, ki, mogoče povzamejo neko občutje ali pokažejo notranje misli nekoga zelo, zelo odprtje. Ampak, ja, to, druga stvar so pa te medmeti, ki jih pišeš, se pravi, te zvoki. Strip zelo rad je, sploh ta zvrst, ki ga imamo vidva, je, da pravzaprav zvoke prikažeš s temi besedami. In to je vsakič tako dobro. Jaz dam kakšne ideje, pa kad dobim, kad Matej nariše, pa kakšnega tazga prkotali, ki ga nisem pričakoval, se zmeri krohotam pol. Super. Še tole me zanima, vidva najbrž rada tudi, domnevam, da rada bereta stripe. Ja? Kaj bereta, tudi mogoče, kaj sta brala, ko sta bila v najstniških letih? Ja, ta prvi stripi so bili definitivno Mikijevi zabavniki in Miki Muster. In tukaj sem se jaz grozen zabaval in prebiral in ponovno prebiral in do točke, ko sem znal dialoge na pamet. In potem se je počasi iz tega naprej pač ta ljubezen do stripa pač razvila. Ja, in zdaj sem presrečen, da lahko nekaj podobnega delam še jaz, kakor je, ne vem, Karl Barks, se pravi Mikijevi zabavniki, pa Miki Muster. To sta ta glavna vpliva, po mojem. Moja. Ja, jaz sem dodal tudi tukaj še na Boža Kosa, smo tudi že, sem ga prej omenil, to je bilo tudi, recimo Boža Kos je legendarni pilovski ilustrator, bil in v Pilu in v Cicibanu. V Pilu mislim, da je, ti sem krat računal, da je 30 let ali koliko da je. Ja, mislim, da je pač pisal Kavboja Pipca in Rdečo peso, ki zdaj tudi izhajajo po natisih, tako da mogoče se tudi to da poiskati. Mislim, da dejansko ta je na najbolj vplival, ko so Mateja povabili za en projekt pred leti, ko so bili slovenski klasiki v stripu, je rekel, da je Kavboja Pipca Rdečo peso naredita, za njih in je bilo prav zabavno. So jih narisali, kako sta že odrasla. Ja, tako da poleg tega, jaz bi rekel, mogoče tudi Alan Ford, ker zdaj tudi je dejansko vse v slovenščini, tako da za najstnike je tudi to že dosegljivo. Drugače pa je zelo rad, imam kakšne, nisem toliko, da bi obvladal te neke super junaške stripe, tipa te iz Marvela, pa to, kar je ta klasična ameriška produkcija, ampak mogoče kakšne malo bolj alternativne. Imel sem srečo, da sem par finih stripov lahko tudi prevajal za različne založbe in se mi zdi, da je pri nas
tudi zelo bogata je, no? Trenutno stripovska produkcija, tako izvirna kot tudi prevodna. In da več, če grejo pilovke in pilovci ali v knjigarno ali v knjižnico, bojo, zdaj so tako že posod oddelki stripi, ne, in bojo najdel, kaj ne se pobrskajo, ne, pač vidijo, pač stripi so, pač, tako kot knjige, govorijo vsem in naj poiščejo tistega, ki govori o tem, kar jih zanima. Ja, jaz bi dodal mogoče, da kot knjige, pač kot filmi, pač to so zgodbe, ni vsak strip za vsakogar, a ne. Če ti ne odgovarja en stil oziroma neka zgodba, pač je še nešteto drugih, a ne? Tako da vsak sigurno najde nekaj zase. Ja, res je veliko zvrsti, velike žanrov, tudi tukaj, ne tako kot povsod drugje, tako da. Ja, nič, hvala vama, 20 minut res hitro mine, a smo kaj pozabili? Bi morali še kaj povedati? Jaz bi rekel to, pač spet ena stvar, ki je spet od Pilkija jo bom pobral, ne, ki je super, kaj delate, ali je to strip, ali kaj pišete, naj vas ne bo strah, da vam ne bi ratali. Ker ponavadi iz napak, iz stvari, ki misliš, da ti niso ratali, pridejo ful dobre ideje, pol ven, ali pa celo lahko uporabiš za nekaj še boljšega. Ne? Tako da pač važen je, da te ideje, pač ideje so najlažja stvar pravzaprav. Težji je pol se usesti in nekaj delati. In pač važno je, bi rekel, da pilovke in pilovce, pač pa vsi mladi, ne? Se vemo, da so vsi mladi pilovke in pilovci, ali pa bi morali biti, da ustvarjajo. Se pravi, da ne vsrakavajo tiste stvari, ki jih zanima, ali je to strip, ali je to literatura, ali je to fotografiranje, karkoli. In na začetku itak vsi, ko ustvariš, pač probaš delati podobno tem stvarem, ki so ti všeč, in potem s časoma, ko delaš in delaš, ko si toliko in toliko stvari naredil, najdeš nek svoj izraz. Ne? Tudi pač in pri besedah in pri risbi je tudi tako. Ja. Ti verjetno nisi ta prva risba, ki si jo naredil, ni bila čisto iz glave. Definitivno ne. So pririsovanje in zgled pri drugih avtorjih. Maja dela mojstra, ne. Ampak kaj pa pol, recimo, to je pa zanimivo, kako pa v bistvu veš, a si naredil nekaj dobrega ali ne? Ne vem, daš komu prebrati, kaj narediš? Jaz mislim, prva nekako stranka oziroma prva publika si sam, se pravi, če imaš dober občutek, nek instinkt, ne, da se ti nekaj posreče, verjetno, da ni tako slabo. Ne? In če pa potem dobiš še dober odziv, pa mogoče spodbudo, pa tako, potem pa veš. A vidva data komu prebrati, pogledati preden? Preden gre v pil, imamo lektorico, ki polovi moje. To je prednost tega, da delaš za revijo, je to, da imaš lektorico, ki pogleda, pa te opozori, če s kakšno vejco spadal. Ampak recimo tudi preden oddata, dobro, zdaj mogoče ne več, ampak na začetku sta imela kakšne take testne bralce? Po moje, čisto na začetku so urednice malo bolj ostro gledale, ja. Zdaj pa zaupajo. Zdaj smo pa že si prislužili malo zaupanja več. Zdaj naj vsaj še na koledar opozarjajo, ne na zgodbo. Ja. Dobar. No, sej, koledar mene pa zdaj že ura opozarja, tako da mislim, da moramo res počasi končati. Hvala vama, Matej Dečeko, Boštjan Gorenc Pižama, pa ne pozabiti www.pil.si, Poševnica festival. Škaj bi bil ful dober zaključek, da te jaz s čajem pijem. Pa se vzamem. Kaj da ni nič.